Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Beletrina v živo tokrat o romanu Cica v metroju, katerega avtor je, kot zapiše naš današnji gost v spremni besedi, matematik, komik, pesnik, filozof, jezikoslovec, večni študent in literarni detektiv Raymond Queneau, ki je zaslovel prav zaradi tega svojega dela. V romanu, ki bo te dni pri Beletrini dočakal svoj ponatis, njegovemu ozadju ter ospredju pa se bom pogovarjal s Primožem Vitezom, glasbenikom, dramaturgom, prevajalcem in predavateljem na oddelku za romanske jezike in književnost Filozofske fakultete v Ljubljani. Primož, živjo. Zdravo. Začniva z otvoritvenimi besedami. Glede na to, da se pišeš Vitez, si tudi eden izmed vitezov okrogle mize, ali bolje rečeno okroglega trebuha, kralja Ibija, iz katerega po moje še danes odmeva tudi sploh prva beseda v Cici v metroju. Se pravi besedni sprimek, ki ga je Aleš Berger prevedel z Odkje nek tok smrdi. Ti pa si prav tako sploh prvo besedo v kralju Ibiju, ki ga je napisal Afredžari, prevedel kot ždrek. Zdaj, od obeh otvoritvenih besed, ene iz dramskega dela, druge iz romana, po moje veje zelo podoben vonj. Ta pa povezuje usta oziroma jezik in zadnjico oziroma rit. Artaud je nekje zapisal nekaj takega kot vse pisanje je svinjarija. Ali se lahko za začetek pogovoriva o Queneaujevem odnosu najprej do žarija, predvsem pa, morda posledično, tudi v njegovem odnosu do jezika, tako knjižnega kot pogovornega, ali še bolje predvsem tistega vmes, se pravi o njegovi takšni ali drugačni rabi. Najprej hvala za v bistvu te komplimente. Jaz z veseljem sem pri otrebušju kralja Ibija. Ja, v zvezi z Odkje nek tok smrdi in ždrek. To se mi zdi zelo relevantno vprašanje, tudi v zvezi s tem romanom. Nekaj smrdi. Zdaj, kaj smrdi, je pa, kako bi rekel, zgodovinsko vprašanje, ki si ga zastavlja evropska vsaj civilizacija od Hamleta naprej, ko je bilo nekaj gnilega v deželi Danski. To se pravi, s tem smradom, z ždrekom, Odkje nek tok smrdi, skratka z vonjavami iz javnih stranišč, avtorji, vsi ti trije, Shakespeare, Jarry in Queneau, v resnici reagirajo na nekaj, kar zaznavajo kot družbeno krizo. Vsaka relevantna umetnost je zmeraj izrasla iz nekakšnega občutka krize. To se pravi, če je kriza ekonomske, politične narave, je ponavadi zelo hitro pride do etične krize. In na to etično krizo umetniki najhitreje reagirajo. Zaradi tega potem na nek način skušajo s temi radikalnimi izjavami, tudi Artaud, recimo, to je treba njegovo svinjarijo, je treba kot radikalno izjavo brati. Reagira na ta način, da skušajo šokirati bralca oziroma ga takoj postaviti v sredino problema. In dejstvo je, da Cica v metroju, Cica v metroju je nastala kot odziv na drugo svetovno vojno in vse, kar se je dogajalo potem. Vemo, da sicer po vojni obstaja neki čas katarze, ampak zelo hitro se te zgodovinske dogodki sprevržejo potem tudi v svoje nasprotje oziroma te katarze, te obeti lepše prihodnosti hitro potonejo. V zvezi z Jarryjem. Jarry je ključna figura za v bistvu praktično ves začetek francoske književnosti v 20. stoletju. To se pravi, da z ekipo Andreja Bretona, nadrealistov, in kasneje tudi do 50. let, ko je bil ustanovljen Collège de Pataphysique, to se pravi patafizični kolegij, katerega ustanovni član je bil Raymond Queneau. Vse te bistvene
bistveni francoski trendi v literaturi se na nek način sklicujejo na lik in delo Alfreda Jarryja, alias kralja Ibija, Ibiroa. To seveda ni naključje. Jarry je res postavil, kako bi rekel, to prevratniško idejo znotraj umetniških izrazov skozi teater. Vemo sicer, da ni bil samo gledališki človek, da je bil tudi pesnik in pisatelj in tako naprej, ampak znotraj, skratka, s tem tekstom, ključnim Kralj Ibi, ki ga je napisal pri 15-16 letih, kot gimnazic, je v bistvu postavil neko točko revolucije, točko odziva ravno na ta smrad. Queneau sam je v bistvu potem tudi kasneje govoril, da je ta francoski pisateljski literarni akademizem usmrajen. In zaradi tega je prvič tako radikalna izjava na začetku in drugič vse, kar je Queneau počel, skuša biti prevratniško znotraj ne samo francoske literature, ampak tistega osnovnega gradiva, gradbenega materiala za literaturo, se pravi jezika. Queneau dejansko hoče narediti prevrat, revolucionirati francoski jezik. In nekako je to nadaljevanje dela in lika Jarryja. Absolutno. Zdaj pa me zanima sama Cica v metroju. Ozadje romana, zgradba, vsebina, vse do interpretativnih teorij Freuda, v končni fazi tudi vplival ali pa navezav na naprimer Nabokova Lolito, Piko Nogavičko, Astrid Lindgren pa Carolovo Alico. Ja. Zdaj, te tri navezave so pravzaprav zrasle iz dejstva, da je osrednja figura Cice v metroju mlada ženska. To se pravi, lahko rečemo tudi punčka, 14-15 let stara. Punčka, ki je prišla s podeželja, mama jo pripeljala stricu na obisk za 2 dni in pol, nekaj takega, vse se zgodi v 2 dneh in pol, v Pariz. Če govorimo o ozadju, je v bistvu treba govoriti tudi malo o dobi. Se pravi, konc druge svetovne vojne je bil za celo Evropo na nek način odrešitev. Vse je to čutilo kot nekakšno odrešitev in neko odporo v neko obet nečesa lepšega, odsotnost tega konstantnega strahu pred smrtjo in tako naprej. Ni naključje, da je postavil žensko v to ključno vlogo. Kot si rekel, ni edini. Astrid Lindgren je naredila podobno v istem času s Piko Nogavičko in približno v tistem času je tudi Nabokov napisal Lolito. To se pravi, da gre za v tem, kako bi rekel, času mirnega razcvetanja civilizacije, gre v bistvu za ponovni premislek o tudi ženski emancipaciji. Vemo, da recimo, konec koncev, tudi pri nas se je zgodilo, da šele po drugi vojni so ženske dobile volilno pravico. Skratka, to je eno od bistvenih ozadij, se mi zdi, tega romana. Zdaj pa, kar se tiče Queneauovega opusa, je pa tako, da je Queneau do takrat pisal bolj ali manj odmevne tekste, ki so jih brali večinoma bolj posvečeni ljudje, to se pravi ljudje, ki so se spoznali na literaturo. S tem romanom pa je on nenadoma zelo zaslovel in se je prodajal zelo hitro je bil tudi ponatisnjen in tako. Zdaj, razlogi, zakaj je to tako, so verjetno kako bi rekel, tematske ali pa topološke narave, in po drugi strani razvedlo se je, da je to napisano v nekem novem jeziku. Se pravi, da je to igrivo, da je to smešno, da je to za posred. Skratka, če ostajajo prvi odtenek, toliko smrdi, pri ždreku in tako naprej. Zelo hitro se je v francoski kulturi zgodil tudi odmev na ta roman, mimogrede. To se pravi, zelo hitro je bila gledališka adaptacija, še isto leto, se pravi, to je šlo spomladi, decembra je bila že adaptacija in potem naslednje leto je bil že film. Še vedno zelo popularen film, še danes se šteje kot en ključnih filmov v francoski kinematografiji. Igrala sta Philippe Noiret, tega strička, pa Catherine de Mongeau, ki je kasneje kot punčka, ki je kasneje naredila veliko kariero. A bi mogoče rekla še kaj, kar se jezika tiče?
slengizmov, neologizmov, drugačne skladne, predvsem pa pogovornega jezika, ne, v tem romanu. Kadar razmišljamo o jeziku, sploh literarnem jeziku, se mi zdi zelo dražljivo sklicovati se na enega največjih opazovalcev literature, sploh Rolanda Bartha. Ja. Roland Barthes je recimo, kako je on definiral jezik in njegov smisel v literaturi. On pravi na neki točki v svojem nastopnem predavanju na Collège de France, pravi, da jezik bolj zapoveduje, kot pa dovoljuje. Se pravi, jezik kot sistem. Da je jezik je nek skupek enih pravil, ki so take vrste, da če jih ne upoštevaš, se hitro to razume kot nek prekršek, kot nek prestopek in tako naprej. Skratka, na neki točki celo pravi, da je jezik fašistična struktura. Jasno, to se da videti tudi drugače. Ampak pravi, obstaja trik, s katerim mi to fašistično strukturo lahko pretentamo. In temu triku se reče literatura. To se mi zdi genialno. In prav, skratka, kar je naredil Queneau, to je točno to. Skratka, on je začutil, pa ni bil edini, ampak on je to znal na nek način zelo jasno artikulirati in formulirati, da so načini, ko bi rekel, posvečeni, stereotipni načini pisanja, z izjemami, jasno, velikimi, vedno so velike izjeme, kot so Céline in tako naprej, v francoski literaturi, da je vse to postalo predvidljivo, meščansko in tako naprej, da tukaj treba nekaj narediti. In s svojim tem smislom za humor, ki je vsestranske narave, on sicer drugače ni bil zelo vesel človek, bil je tudi znal biti zatežen, zelo strog, zelo tudi čemeren in tako naprej, ampak to je v naravi komikov. Tako je, v realnem življenju. Zelo pogosto. Ja. No, ampak on je zelo cenil humor kot v bistvu neko življenjsko stališče. To se pravi, da je humor tist način, se pravi tista vrsta, tist postopek odstopanja od samega sebe, s katerim lahko blažji in bolj elegantno na nek način uvidiš in samega sebe in vse, kar te obkroža in tisto, kar te zanima. In ker je njega najbolj od vsega, se mi zdi, zanimal jezik, to se pravi francoščina in francoska literatura, to se pravi literatura kot taka. Zaradi tega se je potem on lotil v bistvu te prekucuške ideje, da bo napisal roman, ki bo zvenel, kot da bi ga napisal nekdo, ki nima nekakšne izobrazbe, nobene literarne ambicije, ki je človek iz ulice. Jasno, da je to trik, to je ta trik. In uspel mu je. S tem, ko je uporabil govor v resnici kot osnovni inštrument za literarno naracijo, se pravi za pletenje literarne strukture, so tudi bralci to prepoznali kot nekaj produktivnega, kot nekaj, s čimer se da identificirati. Meni se zdi, blazno so ga zanimane številke, ampak če bi ga pa vprašal, kaj zares šteje, bi pa najbrž odgovoril jezik. Ja, ampak on je tudi svoj interes za matematiko, upregu ravno v to, vsi njegovi teksti so matematično zelo preštudirani. To se pravi, od začetka, od Chandon do potem, on je recimo napisal tudi neko pesniško zbirko, ki se imenuje 100.000 milijard pesmi, kjer je pač spet numerično vse zorganiziral in je napisal 10 sonetov, ki jih je narezal, vsak vers posebej je narezal, da se da to knjigo samo iz 10 pesmi v resnici prebrati na 10 na 14 načinov, 100.000 milijard. Imam občutek, da je on ta svoj interes za matematiko, to obsedenost s številkami tako uspešno realiziral v literaturi ravno zaradi tega, ker je v tem začutil možnost, da natančno dozira duha. Bolj kot zaradi neke strukture, ampak da natančno matematično formulira svojega humornega duha. Kaj pa aktualnost Cice danes? Kaj praviš? Zakaj jo je treba brati tudi danes? Gre za literarno klasiko, tudi zato je fajn, da bo prišlo do ponatisa. Ampak v bistvu bi te bolj povprašal glede navezave na naše literarne sodobnike. A bi lahko potegnil vzporednice z nekim svežim
pravkar izdanim delom, leposlovnim delom. Pa po drugi strani me zanima pa tudi to, kaj če sta Keno pa Žari napovedovala nekaj čist drugega, kar se zdaj dogaja na družbenih omrežjih, na spletu, kjer gre pač govorica po svoje, tako kot je šla v literaturi, ne, za časa njiju. To je zanimiva špekulacija. Jasno, da v slovenski aktualni literaturi imamo tudi primere tekstov, ki se poslužujejo podobnih prijemov jezikovnih, to se pravi, da jemljajo iz neke jezikovne realnosti, ki ni nujno literarna. Ne vem, pride mi na misel Andrej Skubic, pride mi na misel Goran Vojnović in tako naprej. Meni se zdi aktualnost tega teksta bolj tiste narave, ki je značilna za vsak velik literarni tekst, v bistvu, ki živi onstran svojega časa. V resnici je to. Brezčasnost. Jaz tudi od študentov na univerzi včasih dobim vprašanje in priporočim kakšno knjigo, pa me vprašajo, a je to staro, a je to star tekst. To je nekaj, če ni relevantno vprašanje, zato ker najboljši teksti sploh nimajo svojega časa. Jasno, da so nastali v nekem času, ampak ta Cica v metroju je en takih tekstov, ki ga treba poznati v bistvu kot del neke klasične literature. Kar se tiče to je, kar se tiče jezika, in v bistvu te igrivosti, to je res užitek brati. Tudi človek, ki ni navajen nujno brati, bo tukaj doživel neko novo, drugačno bralsko izkušnjo. In po drugi strani pa, če pa že lahko to, kako bi rekel, če iščemo tukaj nekaj mogoče malo aktualne vzporednice, pa spet, to dejstvo, da je osrednja figura z razlogom, mlada ženska, punca, ki realizira svoj interes, ki pozna načine, spontane, humorne in tako naprej, sproščene načine, kako vozi v bistvu svojo človeško in siceršnjo okolico, ki je pretežno sestavljena iz moških. Jasno, njena fantazma sicer se ne izpolni. Njena fantazma njo Pariz ne zanima. Ne zanimajo Aflestop, ne zanimajo Invalidi, ne zanimajo Slavolok zmage, njo zanima metro. Njo zanima, kaj je spodaj. Kaj je na tem Parizu tazga? In ona pravi, da je lahko samo tisto, kar je nevidno. To se mi zdi pozicija, pa ta fizična pozicija. Pa ta fizična pozicija, da v bistvu mi ne gledamo samo sveta tazga, kakršen se nam ponuja, ne samo vizualno, ampak tudi iz interpretacij drugih. To se pravi, kaj moramo videti, kaj je treba videti, kaj je prav, kaj je stereotipno, ampak nek lasten vzgib. Tisti vzgib, ki nas pelje proti temu, da skušamo ugotoviti, kaj je za stvarmi, kaj je v bistvu. In ta metro je prekrasna prispodoba, se pravi, njena želja potem, da bi spoznala metro, je te vrste. Sicer ji to ne uspe, to pa seveda zaradi te velike slavne francoske značilnosti, značilnosti francoskega ljudstva, da štrajka. Skratka, da zna biti organizirano okrog svojih pravic. In metro, delavci metroja tisti čas štrajkajo. Zaradi tega. Skratka, to je neka dvojnost, tukaj, skratka, nezmožnost, da bi spoznal bistvo, ampak ta nezmožnost je velikokrat banalna in si jo samo umišljamo. Mogoče lahko samo počakamo 2-3 dni, nekaj časa, pogledamo še drugače, najdemo boljši trenutek, pa vsem potem doživimo, kar smo se namenili doživeti. Prej sem že tako malo namignil na to, ampak jaz sem ob enem od Žarijevih likov, Faustrolu, pomislil na te trole, ki zdaj terorizirajo po družabnih omrežjih. Ob tem pa pomislil na primer enega Instagram romana Blaža Gracarja, ki je šel, mislim, da eno dobro leto nazaj, ko se pa druga stvar zgodi, ki gre pa v bistvu zdaj to, kar se dogaja na družabnih omrežjih v literaturo, se premakne in se mi zdi na nek tak način omeji.
Ja, vse to, recimo Eva Makovic to dela. Ne? Naprimer, vse to je, mislim, jasno, odkot pač vse literatura vedno črpa iz neke realnosti. In ko se realnost tako spremeni, kot se je v zadnjih 10, 15, 20 let spremenila naša realnost, je jasno, da pride tudi do nekih premikov v umetnostnih izrazih. To je dejstvo. Se tudi likovna umetnost je, ne, že desetletja govorimo o net-artu in tako naprej. Ne? Seveda, ko se jezikovne komunikacijske prakse tako temeljito spremenijo, je popolnoma naravno, da se spremenijo tudi načini, kako reformuliramo ta svet. Skozi literaturo, skozi umetnost nasploh. Pa se ti ne zdi, da je v bistvu hkrati šel spletom duh iz steklenice, pa da so razne cice in bi tudi malo pripomogli k temu? Ali kako se bomo odzvali na to? No? Skratka, da... Pustiva stati. Ja, jaz mislim, da tukaj so možne samo špekulacije. Ampak seveda vse, kar je bilo do zdaj, je prispevalo k temu, da smo, kjer smo. Ne? Jasno pa je, da je tukaj, ko bi rekel, tehnološki preskok je v zadnjih 20 letih tako velik, da vprašanje, če lahko krivimo ali pa pripisujemo zasluge za take spremembe v tistem bistvenem segmentu, sploh čemu drugemu kot tehnologiji. Mogoče bi se sam še malo dotaknil te teme jezika kot literarnega lika, ali pa saj enega izmed njih. Zdaj se mi je zelo, ko je Kino govoril o tej brezskrbnosti, oziroma kako mora jezik postati rožnat. Čim imamo opravka z pisavo, ker je polna besednih iger, slengizmov in pogovornega jezika, se mi zdi tudi sam jezik postane rožnat in s tem tudi literarni junak kot tak. Ja. To je že Žarijev projekt v bistvu. To, kar je Žari pisal, zlasti za teater, je poskus, kako stlačiti v nek relativno majhen tekst vse načine izražanja znotraj enega jezika, v francoščini. Tukaj je nekaj podobnega, je namen podoben. Kino skuša v bistvu kombinirati zelo različne. Sej on ne uporablja izključno pogovornega jezika. On gre tako kot Žari. Tudi v neke višave, ko bi rekel, zelo estetsko dovršenega literarnega jezika. Obenem, skratka. Je pa to na nek način občutiti kot novost, kot izviren prijem. Vsak tak poskus je v resnici dragocen. Vsaka oblika, vsak način kritičnega gledanja, to se pravi na nek način metafizičnega, nepredvidljivega gledanja, je dragocen. To me spominja, recimo Thomasa Bernharda, Avstrijci, nekateri še zdaj, ampak ga niso marali. V resnici zaradi tega, ker jim je nastavilo gledalo. Na nek način je podobno s Kinojevim jezikom. Bernhard je en največjih pisateljev 20. stoletja. In njegov kritičen pogled, tako kot Kinojev kritičen pogled na jezik, je prinesel nekaj, kar danes beremo kot sodobno klasiko. Kritičen pogled in hkrati tudi upor, to ne vem, če sva dovolj izpostavila. Vse za to gre. Čemer so ti avtorji dovolj inteligentni, da v bistvu ne črnijo ali pa ne kritizirajo v bistvu sam svoje okolice, tistega, kar vidijo, kar je okrog njih, tisto, kar se jih tiče kot v bistvu družbenih bitij, ampak znajo sebe pogledati in reči, sem jaz tudi del tega. In to je tisto, kar postavi tisto češnjo na torto pri tem, kaj vidiš v enem avtorju. In Kino, recimo, je eden od teh. En od teh velikih umetnikov 20. stoletja, ki so pač naredili to, kar danes poznamo kot klasiko. Ja, mislim, da za konec samo še bolj ali manj skrivnostno patafizično vprašanje. Kako pomemben je po tvoje apostrof v zapisu patafizika? Pri tem apostrofu je vztrajal Žari v Fostrolu. Najprej, če vemo, kaj je patafizika. Patafizika je do metafizike, to, kar je metafizika do fizike. To je zdaj zelo komplicirano, ampak v resnici je patafizika veda o izjemnem. To se pravi, tisti način gledanja sveta, kot ga je sposoben samo izjemen posameznik.
Zapravi, Žari na neki točki pravi, zakaj bi jaz žepno uro razglasil za okrogel predmet, samo zaradi tega, ker jo vedno pogledam takrat, kadar gledam, koliko je ura. Ker če jo malo obrnem, vidim, da je ovalna. In moj privilegij je, da lahko uro vidim tudi drugače, ne samo v njeni funkciji. In to je, se pravi, vsak ustvarjalen, izjemen individuum, pa seveda skuša na nek način, to je v naravi teh ljudi, skuša malo tudi mistificirati v bistvu svoje stališče in tudi samega sebe. In ta apostrofek je malo, kako bi rekel, mistifikacija, je to, da naredimo to besedo malo bolj skrivnostno. Jasno, da ta apostrofek izhaja iz grščine, da je polna diakritičnih znamen na tekstu, in da je to del te skrivnosti, skratka, vzete iz grščine, ampak pritaknjene k besedi, ki ni običajna beseda, ki je samo po sebi metafizična beseda in ki se je mora držati skrivnostnost. Primož, hvala. Gledalcem hvala za ogled, pa lepo se starajte. Beletrina. V živo.